Kohezijska politika in skupna kmetijska politika sta tisti dve politiki, ki izvršujeta to načelo solidarnosti znotraj Evropske unije. Sam prihajam iz Slovenije in se povsem strinjam z gospodom Haniotesem in to, kar je prikazala študija, da kmetijska politika pomaga pri teritorialnem razvoju podeželja. Kajti, če se sam sprehodim iz naše sosede Avstrije, ki mislim, da vzorno skrbi za evropsko podeželje, pridem v Slovenijo, ki je Evropsko unijo vstopila leta 2004, grem naprej v Hrvaško, ki je vstopila 2013 in grem še naprej do Bosne, Srbije, ki še nista v Evropski uniji, lahko zelo jasno vidimo, kakšna je razlika med podeželjem. Vitalno razvito podeželje v Avstriji ali pa prav obratno v Srbiji, kjer je 1000 praznih vasi, kjer se je milijon ljudi, četrtina prebivalstva odselilo iz podeželja in enostavno zapuščajo državo. Zato mislim, da je prav, da smo tudi pošteni pri oceni te politike, imamo pa izzive v skupni kmetijski politiki, v strateških načrtih, da odgovorimo na to, kako pravilno razdeliti ta sredstva iz skupne kmetijske politike. Imamo izziv, kako ukrepiti LEADER. Iz programa razvoja podeželja gre 5%, iz ostalih skladov ni pomoči pri tem delu, zato mislim, da je zelo pomembno, kaj se bo sedaj zapisalo v strateške načrte držav članic pri rabi kmetijskih sredstev. Pomembno je, da se bodo tudi ostala kohezijska sredstva porabila na podeželju, ne v mestih, in da je ta del za podeželje večje. Nenazadnje pa je zelo pomembno, da imajo tudi države članice same jasno politiko razvoja podeželja, ki zajema tudi šolsko infrastrukturo, zdravstveno infrastrukturo, socialno infrastrukturo in vse ostalo. Tako da hvala za študijo, naučimo se kaj iz nje in naredimo primerne korake v naslednji programu skupne kmetijske politike. Hvala.